Spoštovana gospa županja, spoštovane svetnice in svetniki, častne občanke in občani oziroma častni občan, spoštovani nagrajenci, cenjene gospe in gospodje, drage moje prlečke in prleki. Naj se na začetku zahvalim za povabilo, da na tako pomemben dan, kot je slovenski kulturni praznik, ko prvič stopam pred vas in to v kraju, kjer so pričele poganjati moje korenine. Kljub moji pestri življenjski in nevedno prizanesljivi poti je tudi zame danes poseben dan. Ne samo zaradi praznika, temveč ponosa, ki ga gojim v sebi do vseh vas, prleške zgodovine in slovenske besede. Prav je, da se v teh dneh še posebej zavemo pomena posameznikov, ki so v svoji zgodovini bogatili in so ustvarjali slovenski kulturni prostor in mu dali neizbrisan pečat. Na prvi pogled bi težko našli kakšno podobnost med Prešernovo gorato, že karkičasto deželo pod karavankami, ter med položno ter morda malce otožno prlekijo. Pa sta si vendar po nečem podobni. Iz obeh prihaja nesorazmerno veliko ustvarjalnih ljudi, umetnikov, akademikov, razsvetljencev, ki so neizbrisno zaznamovali slovenski kulturni prostor in pomembno vplivali, da imamo danes svojo domovino, svojo državo. Obstajati mora nek duhovni navdih, ki je pomembnejših od čudaških studencev, kozmičnih točk, ezoterike in podobnih novodobnih iznajdb. Ta duhovni navdih prehaja iz roda v rod, toda le pri tistih, ki si vzamejo čas za njegovo razbiranje, kar ga razumejo in spoštujejo. Malonedeljsko duhovno nit so pletli ter pazili, da se ne pretrga duhovniki in učitelji. Svojimi idejami in delovanjem so segli daleč preko krajevnih meja. Konec 18. stoletja je bil tukaj kaplan Martin Kavčič, ki je v povezavi z bratom Andrejem Kavčičem, slovenskim škofom v Gracu, skrbel za slovenski jezik. Ne le v domači šoli, ki jo je prvi pozidal, ampak tudi na Mariborski gimnaziji in na Graški univerzi, kjer je na tej osnovi pred 200 leti nastala prva katedra za slovenščino na svetu. Mala nedelja je sooblikovala štipendijski sklad za slovenske študente, ki je omogočil izobrazbo tudi Mihajlu Jaklinu, ki je kot dekan poskrbel za res kakovostno šolo v našem kraju. Sledil mu je Anton Krempel, duhovnik ostrega duha in jezika, za katerega je preprost kmet Andrej Strajšek še četrt stoletja po njegovi smrti na javnem zborovanju izrekel naslednje pohvalne besede. Bodi dober in pošten, kak je bija Krempel. Ker pa ne da dober in pošten, kak je bija Krempel, da osta vsikdar za vekome Hempel. O razsvetljenih duhovnikih, ki so za ključno ustvarjalno mišljenje skrbeli odlični učitelji, ki so bili praviloma tudi priljubljeni pisatelji in svetovalci mnogih rečeh od zdravstva pa tja do sadjarstva. Omenimo le nekatere. Jožef Slekovec je bil eden najpomembnejših učiteljev na Štajerskem, ki je sklenil kariero kot nadučitelj v Jerenini pri Mariboru. Janoš Murkovič je šel odtod v Prekmurje, kjer je postavljal temeljne slovenske šole pod madžarsko upravo. Simon Stvahte se je priselil in preselil v Malo nedeljo in tukaj pred 130 leti ustanovil prvo bralno društvo. Ko imamo vse to v mislih, lažje razumemo, kako so iz prleških pastircev razvijali ljudje, ki so odločno prispevali k prebujanju slovenstva in to v precej hujših razmerah, kot jih je doživel Prešeren na Kranjskem. Jakob Razlak je sprožil plaz taborskega gibanja. Alojz Gregorič je postavil slovenski kulturni dom v pretežno nemškem Ptuju. Anton Rajič, literarni zgodovinar in soustanovitelj slovenskega pisateljskega društva. In še dr. Karel Grossman, začetnik slovenske filmografije.
Posebej naj omenim Stanka Vraza, ki si je močno prizadeval za povezavo štajerskega in kranjskega kulturnega kroga, pa ga je Prešeren precej grobo zavrnil, da imajo na vzhodu sicer dobro vino, ki naj ga le še pošiljajo v Ljubljano, jezik pa naj obdržijo zase, ker da je hrvaški. In ker niso mogli objavljati na Kranjskem, so se mnogi obrnili na Hrvaško in postali Ilirci. Ampak s prleških sončnih holmov in senčnih grab so še kar naprej prihajali genialci, ki so navezali na duhovno tradicijo preteklih dob. Miklošiči, Kovačiči, Slodnjaki, Krehti, Kocbek, Trstenjak, Grmič, Janžekovič, Slavič, Cvetkovi, Ilešič, Krisl in še. To so dejstva, ki nas morajo prepričati, da je kultura najpomembnejša razvojna sila teh krajev in prav slovenski kulturni praznik je najprimernejši trenutek, da si to povemo in se tega zavedamo še bolj kot kadarkoli prej. Drage rojakinje, dragi rojaki, da se svojih korenin zavemo in jih gojimo, spodbujamo, je še kako pomembno v teh časih, ki jim radi rečemo krizni časi. Za prleke in prlečke nič novega, saj smo skozi vso zgodovino doživeli veliko sprememb in kriz. Prav svojevrstna trma, inovativnost, nadarjenost, delavnost in skromnost sta nas obdržala na tej lepi zemlji, obdržala tudi narečje, ki je izjemna pomembnost v barvitem govornem jeziku našega naroda. Obdržimo in ohranjamo svojo bit in samozavest zaradi naših izjemnih prednikov in novih generacij mladih. Številni mladi, ki se uvrščajo po svojih rezultatih v vrh slovenskega izobraženstva in ki se dan za dnem gradijo v našem šolstvu, še posebej na gimnaziji Franca Miklošiča. Ta pa je postala v 80-ih letih prejšnjega stoletja družboslovna gimnazija in središče kulturne ustvarjalnosti celotnega Pomurja, kar je dobra popotnica za razvoj in kulturno samozavest in samovid prlekov in prlečk. Ali znamo oziroma smo jih znali povezati v skupno moč ustvarjanja in razvoja prlekije, pa je obveza vseh nas, ki smo danes in ste z menoj. Mogoče je prav ta čas pravi in pravšnji, da v deželi, kjer so doma razprtije, konflikti, kjer se delimo na takšne in drugačne, čas, da prlek pove, da pozna krize, pozna pa tudi poti iz krize in pritegnimo in privabimo predvsem mlade ljudi in vso našo zgodovino na plano in na oder, kamor si zasluži. Pa ne zaradi, bom rekla, tega, ker se počasi bližam k koncu, ampak predvsem tudi zaradi tega, ker želim na koncu omeniti in se posebej zahvaliti vsem ljubiteljskim društvom in posameznikom, ki so svojim vztrajnim in neumornim delom gojijo in spodbujajo in ohranjajo kulturo v najširšem smislu. In seveda čisto na koncu dovolite mi, da iskreno čestitam vsem nagrajenkam in nagrajencem in seveda vsem vam zaželim lep in ustvarjalen kulturni praznik. Srečno, moja prlekija!